Zdravo, jaz sem Anže in to je podcast Tehnična podpora. Danes dejansko mogoče ena tema, ki je sestavljena iz več delov in pa eno vprašanje. Kot vedno hvala vsem, ki dajete ocene v Apple Podcasts in Spotify. Če tega še nisi storila, to naredi zdaj, to bo ta moj promo. Sicer pa pridite v Discord, povezava je v zapiskih, pa v zapiskih je seveda tudi povezava do obrazca Vprašaj Anžeta s klicajem, kjer lahko postavljate vprašanja in potem jaz na njih odgovarjam. V tem obrazcu je bilo tudi današnje vprašanje, ampak do njega pridemo potem. Zdaj se pa lotimo nenehne, nove, hladne vojne na internetu. To se sliši preveč dramatično, zato sem se tudi odločil, da to ne bo naslov te epizode, ampak res vedno več se dogaja na relaciji ZDA-Kitajska, ZDA-EU, Kitajska-EU in vse smeri vmes, če kakšne slučajno nisem zaobjel v tem opisu. Pred 5 epizodami je bila ena mini novica, kjer je bilo, kongres v ZDA je sprejel zakon, ki nalaga podjetju ByteDance, ki je lastnik TikToka, da ga proda oziroma bo prepovedan v ZDA. In sem jaz takrat rekel, najbrž v senatu ne bo šel čez, čeprav je predsednik Biden rekel, da bi tak zakon nemudoma podpisal. No, senat je ta zakon mirno sprejel, sicer je bil v enem paketu, tako kot je ponavadi v ZDA, in v paketu je bila še pomoč Ukrajini v vojni, ampak tisto, kar nas tokrat zanima, je, da so sprejeli za 79 proti 18, kar pomeni, da so se kar vsi skoraj da strinjali s tem zakonom. In potem ga je Biden, ko sem si delal zapiske, sem imel posod še napisano, tudi zdaj imam napisano še vedno, Biden naj bi zelo hitro podpisal ta zakon, potem se je pa to čez noč zgodilo. Tako da zdaj ima načeloma ByteDance 9 mesecev plus 3 mesece, ker Biden lahko toliko podaljša ta rok časa, da TikTok proda nekemu podjetju, neki entiteti, ki pač ni na Kitajskem, ki ni Kitajska. Novico sem najprej prebral v Washington Postu, potem so seveda vsi o tem pisali, potem so se pa začela izoblikovati mnenja in potem sem v bistvu čakal samo enega človeka, ki res veliko ve o tem in piše o tem. To je človek, ki je včasih delal za The Verge, ime mu je Casey Newton in zdaj dela en tak, ko bi človek rekel, newsletter, poševnica, spletna stran, kjer pač piše o družabnih omrežjih, ni edini, ki to dela tam, ampak je taka bolj mehna reč. In je napisal en res super članek, ki sem ga seveda tudi dal zapiske na svoji platformi, ki se ji reče platformer.news je URL, če vas zanima. Res super za prebrati, jaz sem naročen, pa je imel res en tak fajn pregled tega, kaj se bo morda. Preden gremo na to, je pa potrebno še enkrat čez vse razloge, zakaj se Američani tako bojijo TikToka. Zdaj, prvi argument je seveda zasebnost njihovih uporabnikov, ker so strežniki načeloma na Kitajskem, tam ima dostop do njih kitajska država, tega je Američane strah, ker potem Kitajci vidijo podatke o ameriških državljanih. To je prva reč. Druga reč je propaganda oziroma vplivanje na ameriške državljane, ker lahko Kitajska nekako prilagaja to, kar ljudje tam vidijo oziroma česar ne vidijo. In ta druga točka je seveda potem povezana z nacionalno varnostjo. To je ta besedna zveza, ki se v Ameriki uporablja za kar grozne zakone, ki so potem sprejeti. Tisti, ki ste dovolj stari, tako kot jaz, ki se spomnite 11. septembra in zakonov, sploh tisti Patriot Act njihov, ki je bil sprejet po tistem napadu na dvojčka v New Yorku, so se sprejeli res zakoni, ki so praktično omogočali vohunjenje nad lastnimi državljani, tako da, ko se Amerika nekako odloči, da bo za argument uporabljala nacionalno varnost, da si lahko vse strah, ne samo Američane, čeprav predvsem pa njih. No, zdaj bi šel pa nazaj na to, kar je Casey napisal v tem članku. Res super članek, če znate angleško, si ga preberete, ali pa mogoče si ga lahko vržete v Copilot oziroma ChatGPT, pa vam ga prevede, ker je res super članek. Ampak, tako kot vedno v Ameriki vse deluje na precedensih, seveda se lahko ByteDance zdaj pritoži na ta zakon, ta stvar lahko pride do vrhovnega sodišča in tam se potem pogledajo precedensi, ki so prej obstajali, ampak to vrhovno sodišče načeloma tudi te reči dostikrat ignorira. Samo pogledajte, kaj se dogaja s splavom v ZDA, ki je veljal ne vem koliko časa, pa so zdaj tisti zakon dejansko ta zasedba vrhovnega sodišča ga je v bistvu ukinila, saj tisti zakon, in je potem spet nastal kaos na področju ženskih reproduktivnih pravic
No, in tudi na področju kitajske propagande, oziroma kot Američani temu radi rečejo, kitajske komunistične propagande, imajo en precedens in to se mi je zdelo zelo zanimivo, pa se mi zdi vredno omeniti. Tokrat gre za primer na sodišču ne iz davnega leta 1612, tako kot je ponavadi v Ameriki, ampak gre za bolj novo, in ko rečem novo, dajem narekovaje okoli te besede, stvar, in to iz leta 1965. Šlo je za tak dokaj analogen, podoben primer, ne, kjer je bila tožba, ali lahko pošta preprečuje dostavo komunistične propagande ljudem domov. In potem je bila predlagana celo ena rešitev, da bi morda vprašali ljudi, ali vam je ok, če vam lahko pošljajo ljudje komunistično propagando, in je oboje sodišče pač zavrnilo in so rekli, ne, pošta se ne sme v to mešavati, pač propaganda lahko hodi naokoli, ker tukaj gre za primer, kjer se mogoče dejansko prvič, ne tako kot razni ljudje na internetu radi rečejo, svoboda govora. Tukaj dejansko gre za svobodo govora, ker tako kot jo Američani razumejo, gre za reč, kjer država, sprav ne zasebna podjetja, ne, ker ponavadi se o svobodi govora vedno pogovarjamo nekako v okviru Twittera in Facebooka in ostalih državnih omrežij, gre za to, da ne bi država posegala v svobodo govora ljudi. Kar pa seveda prepoved dejansko aplikacije, tudi če je v tuji lasti, pomeni, ne, da je nekako poseganje v to, da se ljudje ne morejo izražati. Zdaj, seveda so stvari tukaj veliko bolj komplicirane, ker gre za podjetje, ki je kitajsko, Kitajska in ZDA imata kar nekaj antagonizma, to je tako milo rečeno. Vseeno je pa zanimivo in to je res nekaj novega bilo zame, da so že obstajali podobni primeri na sodiščih v ZDA, sicer tako kot sem rekel, bolj analogni, ampak je za takrat sodišče kar reklo, ne, v to pa pač država ne bo posegala. Tukaj smo pa zdaj že tako daleč, da je predsednik ZDA podpisal zakon, ki sta ga potrdila tako kongres kot senat, in bo zanimivo videti, kako se bo vse skupaj razpletlo. Potem napreden grem še na tisti končni twist, ki ga bom bolj proti koncu povedal, pa še ena reč, ki je bila tudi super izpostavljena, pač tukaj se je ta Casey pogovarjal z parimi profesorji prava v Ameriki in se je dotaknil tudi tega argumenta, ki pa mene najbolj iritira, ko berem, ker večinoma seveda o tem poročajo ameriški mediji, ker pač gre za ameriški zakon, saj v tem primeru, je pa to, da v Ameriki, tako kot jaz že leta govorim v tem podcastu in v kateremkoli podcastu, kjer se pogovarjamo o tehnologiji, da ta Texas v Ameriki z osebnimi podatki, ne, si tudi ne znam predstavljati, kaj točno lahko TikTok posreduje kitajskim oblastem, česar ne bi zmogle te oblasti pač enostavno kupiti od teh posrednikov podatkov, ki jih je v Ameriki nešteto in pač živijo od tega, da zbirajo podatke o državljanih ZDA. Ta del je meni bizaren, ker tukaj gre na eni strani se Amerika boji za nacionalno varnost, propagande in ne vem še česa in kako bojo sedaj kitajske oblasti vedele nekaj o njihovih državljanih, medtem ko v ZDA se pa ti podatki pač preprodajajo tistemu, ki ima več denarja. Samo spomnite se tiste zgodbe, ko so avtomobili pošiljali podatke zavarovalnicam in so potem ljudje imeli višje zavarovalnice. Sicer se je to zdaj kar malo stavilo zaradi novinarjev, ampak vseeno, veste, ta del je meni zelo čuden. Tako da tudi kaj si tukaj napiše, da bo zelo zanimivo, kako se bo to razpletlo in pa da tisto, česar se jaz najbolj bojim, pa se je potem samo potrdilo, več kot sem reči bral, je to, da se bo spet uporabljala ta nacionalna varnost v Ameriki, ki potem dostikrat pomeni, da sodišče reče, ja, morda bomo pa malo popustili pri pravicah ljudi, ker saj gre za našo varnost. Zdaj pa, do tu je ta zgodba pač relativno predvidljiva, razen tega, da je na eni točki morala pošta na sodišče zato, da so lahko pošiljali komunistično propagando. To se mi zdi res izjemen detajl, ampak seveda je bila pa prejšnji teden novica, ker najbrž je Kitajska to odločitev pričakovala, so vedeli, da to prihaja in je seveda zapovedala Apple, da svojega App Store umakne WhatsApp, Threads, Telegram in Signal. Zdaj smo dejansko že na tej točki, kjer si bodo te države nagajale, ne, na ta način, ker jaz si težko predstavljam, da tukaj ne gre vsaj delno za nek povračilen ukrep, kjer dajo Kitajci Američanom vedeti, če boste vi naše aplikacije prepovedovali, bomo pa mi vaše. Jaz mislim, da se ta zgodba res ne bo nehala, da bomo to gledali še kar nekaj časa,
Na tretji strani, gremo temu reči, je pa še Evropska unija, ampak o tem, kdaj drugič, pa dejansko ne gre za akt o digitalnih storitvah in trgih, ne, ampak za GDPR. In kako Američani ne razumejo, kaj vse GDPR počne. Tako da ja, Američani očitno mislijo bolj resno s TikTokom, Kitajci že tako prepovedujejo več ali manj cel internet razen svojega in zdaj še dodatno umikajo aplikacije, ki so bile na voljo tam. Tako da se še kdo spomne globalne vasi in internet nas bo zbližal in res smo blizu so ljudem, ne glede na državo. Fajn. Sanje so bile to na začetku interneta. No, zdaj gremo pa k vprašanju. Kje pa lahko postaviš vprašanja? Slišim, da sprašujete. V obrazcu vprašaj Anžeta, ki je tudi v zapiskih. Kliknite, vprašajte in odgovarjal bom. Tokrat Mateja postavlja eno zelo zanimivo vprašanje, s katerim imam jaz praktične izkušnje, zato sem rekel, da bom odgovoril na njega. Doma še nimam pametnega zvočnika, kot je Alexa ali Google Home. Se mi je pa nabralo nekaj naprav, ki bi jih bilo krasno povezati z eno napravo in na voice, poševnica glas. Katerega priporočaš? Zdaj tako moram povedati, da sem uporabljal tako Google Home, ki ga imam celo še vedno v lasti, bom povedal, na kakšen način ga uporabljam. Uporabljal sem Alexo in uporabljal sem od Appla HomePode. Sicer samo ta male, ker ta velik je bil enostavno predrag. Tako da ja. Zdaj, moja perspektiva je taka. Jaz mislim, da vse ti pametni asistenti so zdaj z nami že najbrž desetletje in največ mislim, da kar se da reči je, da so pač ok, načeloma. Še vedno gre pa to za neka podjetja, ogromna, ki imajo vsaka svoj sloves, kar se tiče spoštovanja zasebnosti svojih uporabnikov. In te naprave, katerokoli pač vzameš, imajo mikrofone in te mikrofone daješ v svoj dom. Jaz sem na tem praktično že obupal. In verjemite, jaz imam in pametne luči, televizijo bi lahko prižigal in ugašal z glasom. Bi se dalo te reči na 16 različnih načinov uporabljati, dejansko pa svoj Google Home uporabljam samo in le še za nekaj, kar sem prejšnjič omenil, in to je predvajanje podcastov, pravljic in radija. Jaz mislim, da za te reči so te naprave res super. To zdaj govori človek, ki dela podcaste in dela na radiju, to del razumem, ampak fajn so zato, ker so to zvočniki, ki so nenehno povezani v domače omrežje, se pravi na Wi-Fi. To ni Bluetooth zvočnik. Ta stvar ima svojo internetno povezavo in ko ti rečeš, Google, predvajaj to pa to, bo pač ta reč to predvajala, ne glede na to, da si ti še vedno v sobi, si šel stran, karkoli se je dogajalo, pač sama stoji. In res mislim, da je dejansko največja uporabna vrednost teh naprav kot dejanski zvočniki za predvajanje glasbe, podcastov ali pa radija. Res razmislite, ali boste resnično prižigali in ugašali, luči s pomočjo glasu. Verjamem, da ste ljudje, ki to delate in vam je fajn, mene res to ni prepričalo in ne vem, kdaj sem nazadnje recimo luči prižgal z Google Homeom. Še enkrat, vseeno pa dajete mikrofone v svoj dom. Moj Google Home ima recimo večino časa izklopljen mikrofon in stvari na njem sprožam izključno preko telefona. Ker na telefonu izberem, kaj bi rad predvajal, rečem, predvajaj to na tistem zvočniku, hvala lepa. In se stvari zgodijo. Zdaj pa, ker je Mateja vprašala, katerega priporočam, bi se pa vrnil na ta sloves, kar se tiče zasebnosti vseh teh treh podjetij, bi rekel, da nekako vrstni red bi kršil mogoče Apple, Google in pa Amazon, to je kar se tiče zasebnosti, ker Amazon ima kar slabe novice, če pogooglate, kaj vse je prišlo v roke zaposlenih na Amazonu, pa ne bi smelo preko teh mikrofonov, bom našel pa dal v zapiske kakšen članek na to temo. Apple mogoče tukaj ima saj na prvo žogo še nekako najboljši sloves, ampak tako kot vedno rad rečem, Apple ne mara Slovenije, to si zdaj že skoraj upam reči, ker našega jezika res ne mara. Verjamem, da s HomePodom lahko človek živi, se mi zdi, da nekako taka zlata sredina so potem Googlove naprave, tako da jaz bi večino ljudi v to smeru, to tudi, ko sem imela z Matejem Praprotnikom na valu, debate, pametni zvočniki in radio in vse ostalo, se mi zdi, da na dolgi rok bi jaz tukaj stavil na Google, ker saj ve, da obstajamo, Amazon res komaj da ve, da obstajamo
in mislim, da tudi Eko divizija, se pravi divizija, ki dela vse te Alexa zvočnike v zadnjem času in ne gre najboljše in je za videti, kako točno se bodo zadeve razpletale. Google načeloma v te reči še nekaj vlaga. Predvsem je pa zanimivo, da Google zdaj res stavi tudi na chat GPT oziroma na svoj Gemini, spravi na te LLM-je, in tukaj bi se pa znale te dve poti združiti, ne, se pravi teh pametnih zvočnikov, ki bi bili še v narekovajih bolj pametni, ali pa vsaj kar se glasu tiče, bi še lažje prepoznavali glasove, in ker chat GPT recimo in Gemini znata slovensko, to je zdaj popolnoma optimizem na moji strani. Ja, si znam predstavljati neko prihodnost, kjer bi potem te zvočniki znali slovensko in to dobro znali slovensko in nam tudi odgovarjali slovensko. Zdaj, ali bo še vedno prisotno haluciniranje in vse ostalo, in seveda bo, ampak ja, zato bi jaz mogoče, če že gre človek v investicijo, pogledal raje v smer Googla, kot naprimer Apple in pa Amazona. To je sicer samo moje mnenje, pa v zapiske sem dal še povezavo, kjer lahko potem v Googlu izklopiš zgodovino tistega, kar si tem zvočnikom rekel. Dejansko je ena taka kljukca, ki rečeš ne shranjuj, kar sem rekel, in si pač ne shranjuje, kar je kar v redu, pa sem to dal kar direktno v zapiske, če ga kdo že ima, poglejte, če imate to vklopljeno ali ne. Verjamem, da bom dobil odzive, jaz imam pa HomePode in so super, čisto verjamem, dejansko prav slabega nakupa ni, je pa res, da Amazon je imel tukaj par takih čudnih zdrsov, ki si jih ne bi smeli privoščiti. Če enkrat bom dal v zapiske članek. To je to, hvala, ker ste poslušali, pridite v Discord, dajte oceno v Apple Podcast oziroma Spotifyju in pa obrazec vprašaj Anžeta, klicaj. Tega mislim, da danes še nisem rekel. Vprašajte in bom odgovarjal. Hvala, ker ste poslušali. Ti, ki poslušaš, hvala. Adijo. Čau.